Takole, spoštovani poslušalci in poslušalke, zdaj pa jaz v studiu pozdravljam eno prečastito gostjo, bi lahko rekel, eno zelo simpatično, škoda, da ni televizija, eno zelo simpatično in prijetno gospo, ki sliši na ime Dragica Novak Štokelj. Mnogi jo poznate tudi kot Dragico Čarno. Skratka, tukaj je zato, ker je izdala pesniško zbirko, ki jo bo jutri ob 18. uri najprej predstavila v dvorani Mestne knjižnice Grosuplje. Tako da, gospa Dragica Novak Štokelj alias Dragica Čarna, dober večer. Dober večer, pozdravljeni. Kako ste, kaj, gospod Dragica? Povejte, zelo dobro, v studiu se počutim odlično, lahko bi kar tu ostala. Ja, lahko pa ostanete, ne? Jaz vem domov, vi pa ostanete tu. In bom brala pesmi, tiste, ki zanimajo in kaj lepega povedala. No, evo, ko vidite. se ne bom več spomnila, si bom kaj izmislila. No, super. Ugotovila pa sma, da smo se spoznala preko raznih spletnih forumov, pred leti ste smislili, čakaj, veš, da jaz to Dragico poznam, pa zdaj vidim, da ste ta prava, ne? Ja, res je. Dober glas seže v 10. vas, Ja. ampak tudi v Grosuplje. Tako, gospod Dragica, dejte mi malo več povedati o tej vaši novi pesniški zbirki Ljubezni brez doma. Kaj v njej najdemo? Vidim, da je celo v 4 jezikih so te pesmi, tako da dejte malo več o tem povedati. No, da nam je kaj narobe rekel, to vi zagotovo več veste v njej, ker je vaša, ne? Poglejte, Istok, te pesmi so nastale zadnjih 7 let, ko sem jaz potovala po svetu, v Bruslju, po Španiji, v Madridu, v Granadi, kjerkoli sem bila, tam sem lahko, ko sem bila v stiku s sabo, pisala. In so dejansko res v 5 jezikih, vse so v slovenščini, 2/3 sta v španščini, ne 25% v italijanščini, tudi v angleščini, nekaj je francoskih. Najbolj jaz, scrivo ergo sum, to sem jaz, ko pišem sem jaz in če ne pišem, nisem ta prava. Tako da je v bistvu to na nek način terapija mene same, stik z mano samo, je to pesem. Pa dajte mi povedati, vi znate dejansko vse teh 5 jezikov? Claro, podemos hablar español. Certo, possiamo parlare in italiano. La mujeres un ataco de nervios. Lahko govoriva o katerem koli jeziku želite, ampak preferenca je španščina, italijanščina. Hamon. Sì, possiamo parlare, certo. Tako da tisti, ki poslušajo, se lahko še česa naučijo. Sej, če bo čas, lahko tudi kakšno v italijanščini preberem ali v španščini. Ampak kjer jezik vam je slovenščina najljubša ali mogoče celo španščina ali pa italijanščina? Slovenščina je moj jezik. Lahko se pa enako, skoraj enako, neidentično izražam v španščini, zato ker v Bruslu hodim na flamenko, imam ogromno prijateljev, s katerimi govorim špansko. Najboljši moji prijatelji so špansko govoreči in to potegne za sabo, ker slovenščine pravzaprav ne govorim. Razen z otrokom in možem, ko pride iz službe zvečer, sin iz šole, govorimo slovensko, drugače govorim pa v vseh jezikih. Bruselj je pač mesto, kjer vi uporabite vse, kar znate. Francosko v evropskih inštitucijah, kjer občasno predavam slovenski jezik, in angleško brez teh 2 jezikov nimate tam kaj početi. Dobro, gospod Dragica, dajmo vidva zdaj privoščiti eno glasbeno poslastico. Vlado Kreslin vam bo pel Lili Marlen. Sem dobro zbral, ne? Zelo všeč. No, jaz vedno, kaj bo vam všeč, ne? Potem pridemo pa nazaj, pa rečemo še marsikaj o vas in seveda o vašem delu. Torej, za našo gostjo Dragico Novak Štokelj, znano tudi kot Dragico Čarno, bo pel Vlado Kreslin. Gospod Dragica, povejte mi, kaj pomeni ljubezni brez doma? Ja, to so vse tiste ljubezni, ki so brez stalnega bivališča. Nimajo hišne številke, nimajo rezidence, ampak so samo v moji duši. Se pravi, ljubezen je večna samo v pesmih. Kdor piše pesmi, večno ljubi. Zato lahko rečem, da vse tiste ljubezni, ki skozi čas nisem mogla ali mi ni bilo dano realizirati skozi življenje in sem jih nosila v svoji duši, so ostale zapisane kot ljubezni brez doma in so doma samo v meni. Kako ste to lepo povedala, ne? Bi vi zdaj meni prebrala eno slovensko, pol pa eno špansko, da vidim jaz to razliko? Bom. A obe v istem jeziku ali najprej slovenščini in potem španščini? Tak naredimo. Ok, bom jaz zdaj prebrala jaz, da se predstavim. Tako da tisti grosupeljščani in okoliščani, ki me ne poznajo, bodo zdaj slišali.
Brez svoje podobe sem, a ne brez samopodobe. Brez svojega časa, a ne zunaj njega. Naj se učim, iz svoje modrosti jo prebudim, spečo princeso, da mi spregovori za vsak čas. Brez svojega sonca sem, a ne brez svetlobe. Brez svojega sveta, a ne brez zemlje. Kot ptica, nič ni mojega, razen krinih hkrati vse moje, česar se dotaknem, kar vdihnem in kar živim. Nikjer nisem doma, a nisem brezdomka, kot dež, ki domuje v oblakih, dokler ga sonce ne spodi in se ne porazgubi po zemlji. Brez meja sem, le v pesem ujeta, svetloba so moje črke in pesmi so stepe in veter moj princ. Tu sem in tam, v začetkih in koncih, v zvezdah in zemlji, delček, celota, jaz. Yo, sin mi imagen estoy, pero no sin autoimagen, sin mi tiempo, pero no fuera de él. Ojalá aprendiese yo de mi sabiduría y la despertase como a una princesa durmiente para que me hablase en cada tiempo. Sin mi sol estoy, pero no sin luz, sin mi mundo, pero no sin tierra. Como un pájaro, nada es mío, excepto las alas y al mismo tiempo todo. Lo que toco, respiro y vivo. No tengo casa, pero no estoy sin hogar. Como lluvia que se aloja en nubes hasta que el sol la persigue y se desvanece por la tierra. Sin límites estoy, solo en mi canción capturada. Mis letras son luz y estepas mi poesía y el viento, mi príncipe. Estoy aquí y allá, en el principio y en un final, en las estrellas y en la tierra, el fragmento, el todo, yo. Moram reči, da me ta vaš glas me kar popelje v te španske filme Pedra Almodovarja, Biga Salune in samo te so bolj erotični filmi, ampak dobro, tudi čutim jaz v tem vašem glasu pridih te strasti. Mi je rekla šefica, veš, isto, da se boš ti lepo obnašal, ko prije Dragica, da ne boš kakih čudnih stvari govoril, sem rekel, lej, jaz Dragico že vem, da je ona prava. Sigurno. Evo, bova midva povabila čedna dekleta in čedne fante še v studio. Tako, evo. Dragica, povejte, to ste, da ne boste poznali omeniti, vi imate potem v Ljubljani za Valentinovo še eno predstavitev, ne? Tako, fantje, guapos, čikos, tisti, ki želite se naučiti, kako zapeljevati dekleta in kako, pridite na Valentinovo v Ljubljano, mladinsko knjigo v konzorciji o 4:30 in sicer bom tam prebirala pesmi Venere, zapeljivke, lepotice, pesmi Lune, pesmi Duše in pesmi Lilit. To je najbolj perverzne in erotične ženske. In potem meni Maja Peterka reče isto, pazi, kako se boš obnašal. Ona ima pa perverzne, erotične ženske. Ne? Mislim, lej, no, ste videli to, kako se najdemo, ne, skupaj. Ja, kjer boste zdaj, gospa Dragica, prebrala še eno tako lepo, ste rekla, da imate za naše poslušalce? Eno ljubezensko bom prebrala iz pesmi Venere, ki je sicer original v španščini, ampak jaz bom prebrala v slovenščini, ker sem Slovenka. Tebi enakega ni. Če bi bila kraljica, bi bil ti moj plesalec na dvoru, prva luč dneva in zadnji pogled mojih sanj. Tvoj ciganski ples prebuja žensko v meni in tvoje oči z ognjev nosijo večnost v dom, čutnost v moje korake in skrivnosti v mojo dušo. Tvoj ogenj pleše z ritmom sonca in muze te se zasledujejo, da bi videle, začutile tvoje petje, tvoje gibe, tvoj ritem, da bi zaplesale s teboj, ti dvorile in ti dale čutiti, da si kralj. Z milino ženske in držo torera si nepremagljiv, edinstven, večen. Roke, ki poledijo z labodi in koraki leva, ki obvladuje tla. Nihče te ne more preseči, tebi enakega ni. Ti si izbranec, ti znanilec čutnosti in poezije, ki zapeljuje bogove in osvaja Parnas. Tebi
enakega ni. To ste meni posvetila, ne? Absolutno. Ja, se mi je smelo, ne? Gospa Dragica, čudovito. Zdaj vam smo vprašali še tole. V Bruslju, kak je v Bruslju? Fajn v Bruslju, v Sloveniji boljš. Kaj pravzaprav počnete v Bruslju? No, to vas nisem vprašal sploh. Veste kako? Jaz sem v Bruslu že v 2002, ko je pač smo živeli v diplomatskih krogih in iz Madrida smo šli direktno v Belgijo. Tako bom rekla, ko najdete tam svoje ljubezni, se zakoreninite, si poiščete tisto, kar vas res sreči, delate tisto, kar radi delate, potem ste na nek način posočutite doma, čeprav mi klima v Bruslu ne odgovarja, ker je Atlantik, je dež, je veliko temine, tako da Slovenija, kar se tiče klime in podnebja, je veliko prijetnejša. In potem, kjer imate ljubezni, tam ste povsod doma. Zelo lepo ste vi to, mislim, brez besed ne smemo stati, ker bi to bilo proti moji veri, ampak ste pa zelo lepo to povedala. Tako da, gospod Dragica, dajmo mi da enkrat, če povabi, torej jutri ob 18. uri v dvorano Mestne knjižnice Grosuplje. Z veseljem pričakujem, kdorkoli bo prišel, bom zelo, zelo vesela. Vi ste rojena Grosuplčana? Ne, Prekmurka. Dokležev, mi smo se v Grosuplje priselili, ampak mama je Dolenjka, oče je Prekmurec. A tak je ta navezava? Tako, ja, potujem po svetu, sem pa že 25 let. 20 let. Ja. Zadnji vaš stavek za poslušalce Radia Zeleni val bo kakšen? Imam rada Slovenijo, imam rada Slovenke in Slovence. Hvala vsem, ki ste me poslušali in hvala Iztoku, ki si vodil to oddajo. Hvala vam, gospa Dragica Čarna, da ste si vzela čas in prišla na naš radio in seveda upam, da so poslušalci uživali v tem najnem kulturnem programu, bi rekel, ne, in mislim, da ni debate, da niso, ne, ampak ta vaša perverzna, ta me zanima mal, ne, kjer, mislim, kakva fajna, taka seksi pesmi. Imam, ja, in sicer je to zadnja v sklopu, to je poezija Lilit, ena sama pesem, ena sama ljubezen, za vseh milijon nezapetih, neujetih v telo, med prsi, med boke, mi manjka. Slečena, gola, divja, brez hlačk, brez nogavic, brez krilca, mi manjka. Svobodna, usodna, perverzna, predrzna kot Lilit, mi manjka. Neukročena na tvojem telesu, neizpeta med tvojimi usnicami, Adam, mi manjka. Ena sama pesem, ena sama ljubezen, za milijon nezapetih, neujetih v telo, med prsi, med boke, mi manjka. Ena sama pesem, ena sama ljubezen, samo en Adam, mi manjka. To je bila Dragica Novak Štokelj alias Dragica Čarna, mi se pa poslavljamo z Adele in pesmijo Someone Like You.